V Planici se je poslovila legenda, drugo legendo so odločno premagali slovenski nogometaši. No, politično dogajanje tega tedna pa je bilo nekoliko manj legendarno. Videli smo vse, od interpelacije do mafijskih poslov in skorajšnje prepovedi veselic. Gledate Odmev tedna, dogajanje bo tokrat za vas komentirala s profesorjem in politologom, dr. Igorjem Lukšičem. Gospod Lukšič, pozdravljeni. Pozdravljeni. Zdaj, če začneva, mogoče preden greva na politiko, ta teden smo res videli eno nogometno tekmo, ki je Slovenci nekako nismo vajeni. Naši nogometaši so se soočili s Portugalci z eno največjih legend nogometa, Cristianom Ronaldom. Predlagam, da si pogledava še enkrat ta dva gola. Izkoristil je avtocesto proti Portugalski. Celar je vse storil prav, po zadnjem podajalcu Šešku ne gre izgubljati besed. Zadnjo pa je imel Adam Gnezda Čerin. In še akcija za drugi gol. Prvi Timija Maksa Elšnika v reprezentanci. S Stojanovićem sta sodelovala, Portugalska je bila na kolenih. Slovenija je premagala Portugalsko 2-0, to je za slovenski nogomet izjemen dosežek. Kako ste to sami videli? Ja, to je super rezultat. Jaz sem vesel, da je Slovenija spet v neki formi, kjer kaže, da se lahko uvršča tudi na največja tekmovanja, da je prišla spet ena generacija, ki ima to zmagovitost in željo po zmagah in da to zna tudi realizirati. Zdaj, to moramo omeniti, da škoda je pa to, da nismo mogli tega gledati po slovenski televiziji, ne? In to je gotovo napaka, ki se ne bi smela nikoli več ponoviti. Ronaldo ni bil edini, bom rekel, visoki gost, ki je ta teden obiskal Slovenijo. Slovenski parlament je nagovorila predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola. Nekako lahko bi rekli, da gre za neke vrste uvod v volilno kampanjo. Pomembno se mi zdi sporočilo, ki ga je dala. Po eni strani ni pomembno, kako velik si, važni so tvoji argumenti. Tudi sama prihaja iz Malte kot najmanjše članice Evropske unije in pa to sporočilo. Morda smo si z leti dovolili, da nam je postalo preveč udobno, koristi Evrope smo imeli za samoumevne otroke, ki se ne spominjajo preteklih bitk, smo pozabili naučiti, da se je za nekatere stvari treba boriti. Kakšen učinek imajo taki obiski, recimo, strani evropskih visokih predstavnikov v slovenskem oziroma nacionalnih parlamentih? Zdaj, kot vidimo, da se na evropski ravni dogaja ena velika sprememba, ki je vezana predvsem na varnostno politiko, na krepitev, bi lahko rekli, vojnizacije ali militarizacije. Saj mi iz prejšnje generacije, ki smo služili vojaški rok in ki smo nekako bili v stiku s tisto živo generacijo, ki je bila v vojni, nam to enostavno ni blizu. To je problem, v katerega je Evropa vstopila in enostavno ni pripravljena za to, da bi znala uporabiti orožje. To vidimo tudi recimo pri vprašanju migracij, ko se pogovarjamo o tem, kako trdo zaščititi mejo. Nekateri so se ogrevali za to, da bi bilo treba tam tudi uporabiti orožje. To je ena skrajnost, druga skrajnost pravi, ne se izenačimo legalne in ilegalne migracije, se pravi, da sploh niti zakona več ne znaš braniti s čimerkoli, saj verbalno, če že ne z orožjem. Tako da to vprašanje uporabe nasilja za zaščito svojih interesov smo mi enostavno izključili iz svojega načina razmišljanja, kar pa je lahko problem. Zdaj v vojni v Ukrajini, tudi pri vprašanju Izrael-Gaza, se je pokazalo, da Evropa enostavno ne zna reagirati z, kot bi rekli, vulgarno ali pa na trdo z represijo, da imamo sicer neko policijo, ki jo znamo uporabljati proti demonstrantom, to vidimo zlasti v Franciji in še kje, ampak uporaba vojske za zaščito naših meja, tega se pa v resnici nismo učili. In nekako tudi recimo naša vojska je bila uporabljena za to, da pomaga v Afganistanu in to sicer ne na fronti, ampak tam nekje v
kot bi rekli, v pozadini, ne, v tem hrvaškem vojaškem žargonu, se pravi v zaledju, ja, pa podobno v Iraku. Medtem ko to prava pripravljenost vojske za tisto zadnjo instanco obrambe, življenj in premoženja, se pravi meja države, to pa enostavno nismo izučeni. Se to lahko spremeni zdaj, nekako se kaže, vsaj na Evropski ljudski stranki, recimo ta želja po tej obrambi, po krepitvi obrambe, se to lahko po teh evropskih volitvah spremeni? Zdaj poskusi, kot vidimo v Evropi, ne, zlasti Nemčija se je zdaj zelo aktivirala, v to smer tečejo, samo jaz si ne predstavljam, kako bi mi v teh novih razmerah ob tem, kar smo naredili s to permisivno vzgojo do zdaj, s temi novimi generacijami, s to predstavo, kako visoko cenimo zdaj življenja. Ne? Ker ti lahko se greš vojsko, pa recimo množični trening v uporabi orožja tudi za ubijanje sovražnikov, v razmerah, kjer je življenje bistveno manj vredno, se pravi do prve polovice 20. stoletja, kar zadeva Evropo. Kar zadeva ostali svet, vidimo v marsikšnem delu sveta, pač življenje ni toliko cenjeno kot le pri nas. To je zdaj zelo, to so mi taki diamantki, kjer nočemo v to iti. Ne. Zdaj pa, kako preskočiti v kakšno novo vlogo, jaz mislim, da se to brez tega, da bomo prisiljeni v to, česar si ne želim, prisiljeni s tem, da nas nekdo angažira, ne, od napadalcev, da to samo z zavestno akcijo ne bo možno. Tako da ta priprava je bolj priprava za to, da nekako lažje prebavimo krepitev oboroževalne industrije, zlasti nemške in francoske, ki sta pač največja, oziroma francoska zdaj največja, nemška počasi v to vstopa. In da bomo pristali na to, da nekako s tehnologijo branimo meje, ne pa s lastnimi telesi, in da pozabljamo na to, da gre tle vendarle za človeška življenja. Tako da ta ideološki moment, ne, ki so ga zdaj začeli nekako stopnjevati, ravno na primeru vojne v Ukrajini, je po mojem, ga ne bo možno speljati do konca. No. Zdaj, Roberta Mecola je sprejela tudi vprašanja, poslanska skupina je zastavila eno vprašanje, ne posebej pomenljivo se mi zdi tisto, ki ga je zastavila največja vladna stranka, govori o Gibanju Svoboda, kjer so spraševali, kaj bo Evropa naredila za kmeta, ne, še posebej za majhne kmete na podeželju, ne, pri čemer je pravzaprav vlada, kjer ima Svoboda veliko prevlado in večino tista, ki je v zadnjih letih drastično poslabšala položaj kmeta od obdavčevanja prihodkov za omejeno, torej za kmetovanje na omejenih področjih, do zavlačevanja odstrela zveri, spremembe zakona o zaščiti živali, po katerem so potem odvzeli te krave na kmetiji, da ne govorimo o drugih zavezah, ki so jih dali, pa se potem jih ne držijo. Kako razumeti to vprašanje? Mislim, je to hinavščina pravzaprav največje poslanske skupine? Kako razumeti to vprašanje? K temu je treba še dodati, da so šli zamenjati Ministrstvo za kmetijstvo, ki je delalo dobro. Ne? Se pravi, dejansko gre za to, kar pravite, ampak gre za eno nerazumevanje politike. Oni mislijo, da s tem, oni so zelo obsedeni s to komunikacijo, komuniciranjem. Oni mislijo, da s tem komuniciranjem lahko nadomestijo izostanek rezultatov na posamezni politiki. Se pravi, spraševati so šli po nasvetu, verjetno njihovih PR-ovcev, o temi, ki jo enostavno ne pokrivajo korektno, ne v odnosu do glavnih akterjev, se pravi, ne naredijo za kmetijstvo to, kar bi morali narediti in kar veleva stroka po izkušnjah, ne? Torej, tle ne gre za nek umislek enih ljudi, recimo enih kmetov, ki bi radi neke svoje kaprice uveljavljali, ampak gre za njihov dejanski interes, ki je tudi interes Slovenije. Ne, ta vlada se premalo zaveda, da ko se mi pogovarjamo recimo o medvedu, volku, ne, da tle ne gre za vprašanje posameznih živalc.
Ampak tle gre za vprašanje obstoja kmetijstva in potem tudi za message, sporočilo, ki ga vlada daje pri upoštevanju interesov potem teh posameznih kmetov, ki so prizadeti, da ne govorimo tudi za sporočilo, ki ga vlada daje ljudem, ki se s tem ukvarjajo, se pravi lovci, veterinarji in vse te stroke, ki pokrivajo to neko ravnovesje ali pa predstavo o tem, kaj je prav v državi, da kmetijstvo lahko sobiva in z gozdarstvom in seveda s divjimi živalmi. Tako da to fintiranje, zdaj vidimo, da tle ne gre za, oni razumejo komuniciranje in problem pri komuniciranju kot fintiranje, se pravi, kako ljudi prenesti okrog, kako jih zmanipulirati, da bojo mislili, da se vlada trudi za kmetijstvo, kljub temu, da za to nič ne naredi. In taka vlada enostavno, dokler ne bo dojela, da more delati v interesu slovenskega kmeta, ker je to v interesu Slovenije, ne zato, ker je to v interesu tistih 5% ljudi, ki se s tem ukvarja. Ampak prehrana, če mi hočemo kaj narediti na področju samooskrbe, ker smo zelo slabi oziroma čez dalje slabši, in to je eno od strateških varnostnih interesov. Se pravi, če rečemo, kaj imamo to zgodbo, da bi povečali zdaj 2% za varnost oziroma za NATO, bi država lahko razmišljala, da ni problem, mi lahko dvignemo ta procent tudi za 3 ali pa 4, če bi razmislili in dali v to varnostno politiko recimo tudi kmetijsko, tudi raziskovalno, tudi znanstveno, tudi, če hočeš, edukacijsko, ali pa dvig politične kulture. To vse spada k varnosti. Ampak ne samo nakupe orožja, to, za kar so zainteresirani recimo ameriška vojaška industrija ali pa še kakšna evropska. Sprav, če bi imeli to širino pri razmisleku, potem se nam ne bi to dogajalo, da bi samo s komuniciranjem, pa s tem, da postaviš pravo vprašanje, kakor da pokrivaš vprašanje, ki ljudi nervira, in s tem hočeš pokazati, kako si ti pa vendarle misliš na ljudi, da bi res kaj naredil, to nam pa manjka. No, zanimivo je, pravzaprav te dni smo izvedeli, da je ta nezakonit odvzem krav, ki se je zgodil, mislim, da lansko leto novembra, potem so jih po 2 mesecih kmetiji Možgan vrnili. Izkazalo se je, da nas bo stalo verjetno to vsaj 40.000 evrov, torej zaradi plačevanja kmetom, ki so te krave imeli, potem odškodnine. Ena krava je bila celo že ubita zaradi poškodb, ki so jih prizadeli ravno sredi tega odvzema, in hkrati Vida Čadonič-Špelič, nekdanja direktorica uprave za varno hrano, opozarja, da pravzaprav, če se ne bo nič zgodilo, je to zelo nevarno. Pogleda si še to njeno izjavo. Glede, če ta primer, ki je ne bo vpijoč, kot sem rekla, je prvi takšen v samostojni državi, ne bo kaznovan, potem kmetje nikoli ne bojo več varni pred inšpektorji. Gre za izjavo iz oddaje Vroča tema, ki je že dostopna tudi na našem YouTube kanalu, v kateri smo gostili tudi mladega prevzemnika kmetije Možgan. Dostop do nje boste našli tudi ob koncu te oddaje. Če nadaljujeva, inšpektorica je pravzaprav povzročila škodo, Vida Čadonič-Špelič opozarja, da če ne bo tukaj nekega resnega kaznovanja, so ogroženi vsi kmetje, ne bodo nikoli več varni. Kako resna je situacija, oziroma kaj lahko pravzaprav se zgodi, bomo davkoplačevalci tisti, ki bomo na koncu plačevali za škodo, ki jo povzročajo aktivistične inšpektorice z blagoslovom, da nečemo partnerice premijene. To je en velik problem. To je en velik problem, ki se ga ljudje in ti, ki so odgovorni v vladi, ne zavedajo. Da ta vdor enega privatne kaprice, ki je čisto legitimna, od gospe partnerice Tine, ne more imeti mesta v uradni politiki. Lahko ona javno nastopa v svojih Instagram sporočilih, ampak to ne sme vplivati na spremembo kursa, ki ga določa stroka in potem vladne institucije in potem inšpektorat in tako naprej. In to zdaj se nam pa dogaja to, da se pravi neformalni del, se pravi, neformalno stališče inšpektorice in neformalno stališče Tine Gaber vodi državo. To je katastrofa enega tipa.
Drugega tipa je pa to, kar se nam dogaja zdaj, da Gibanje Svoboda vnaša neke, zgleda bolj nehotene, nezavedne konflikte v vodenje države med podeželjem in mestom, med ruralnim svetom in urbanim svetom. In to je tipična zgodba. Meščani si ne znajo predstavljati, kaj pomeni rediti krave. Ne, da krave so v gnoju, v hlevu in da je to naravno stanje. Da krava ni mucka, ki je čista, ne, cel dan se tudi sama čisti in ki je tako za dekoracijo v stanovanju. In to vidim, da je čez dalje večje nasprotje. Ne, in ti aktivisti se rekrutirajo iz tega meščanskega okolja, se pravi, tam, kjer je živalca, spremljevalc človeka, ima že skoraj rang, ne, otrok in tako naprej. Medtem ko te domače živali, se pravi te, ki so del, recimo tudi gospodarstva, imajo drug status. Zdaj, kaj si kdo misli v urbanem okolju, da je to grdo, ok, ni problem, ampak v ruralnem okolju to je tako. In zdaj zaenkrat je treba se učiti sobivati. Ne, dokler imamo še civilizacijo na tej stopni, se mogoče bomo enkrat šli v to zgodbo, pa bomo imeli krave kot svete živali, pa bojo svobodno hodile po avtocestah, zdaj sem bil v Indiji, ne, hodijo, pa čez dalje manj jih je, ker ne, tudi ta svetost pol na nek način jo ta urbanizacija korigira. Ne. Se pravi, tle imamo premalo te razprave, ne, kaj to pomeni. Veste, vsako življenje je treba spoštovati. Se pravi, tudi živali, če hoče, tudi rastlin, vsega, kar je. Jaz sem za to, samo imamo neko civilizacijsko raven in eni ljudje od tega živijo. In tudi se tukaj ustvarja škoda. Ne? Tako je. In tudi država od tega živijo, se pravi, kot gospodarske dejavnosti, eni pa živimo od tega, ker to jemo. Pa karkoli se že oni, ki niso mesojeci, mislijo o nas, ne, ki smo za njih, ne vem, problematični. Ta teden je Nova Slovenija predstavila svojo evropsko listo, njen nosilec bo predsednik stranke Matej Tonin. Zdaj, predstavili so tudi ostale protagoniste, nekako lahko rečemo prva liga stranke na listi. Sami ste bili kot predsednik stranke Socialnih demokratov tudi nosilec evropske liste, lahko bi rekli, da ste se nekoliko opekli. Takrat, kako tvegano igro igra Matej Tonin? Jaz to gledam bolj kot odločitev celotne skupine, ki vodi stranko. In se mi zdi, da je dobro, da so šli tako pogumno v to, skratka, da so šli all in, ker če ne bi neke poteze premaknili na teh volitvah, se pravi, da bi recimo šli z bolj preverjeno in ustaljeno varianto, kar bi recimo javnost pričakovala, ali pa s ponovitvijo liste pred 5 let, da bi ta iniciativa, ki jo probajo oni vzdrževati glede svoje stranke, zastala in da bi bistveno izgubili. Se pravi, zdaj so šli not, povzročili, se pravi, v igro, dvignili pričakovanja, tudi v stranki, v volilnem telesu in so rekli, evo, mi smo tle. Mi smo tle, gremo v igro, resno jemljemo te volitve, resno jemljemo Evropo, mi smo za to, da sodelujemo v tej Evropi bolj aktivno, hočemo tudi pomladiti celotno zgodbo, mogoče na nek način je to ena dopolnitev tega, kar je do zdaj počela poslanka Ljudmila Novak, se pravi, da bi malo več življenja bilo to, mogoče bi se tudi kurs malo korigiral, glede na to, kar stranka počne v Sloveniji in kar predstavlja kot svojo zunanjo politiko. Tle smo videli, da je vendarle šlo za neka odstopanja od tega, kar je delala Ljudmila Novak. Tako da jaz to pozdravljam. Je pa pomembno, mogoče sem to, ne, da
ko sem jaz šel na listo, pa razlogi so zelo različni, o tom ne bi zdaj govoril, ampak je pa pomembno to, da volivci, ko bojo volili, da se zavedajo, da je treba dati preferenčni glas tudi prvemu, da tudi prvi ne dobi avtomatsko pozicijo, pa pol preferenčne glasove dajo samo tistim, ki so na zadnjih mestih, ampak tudi prvemu. In tle se bo pokazala tudi zrelost stranke, stranka, ki bo po svojih procedurah sprejela, ali pa, pardon, že, da gre predsednik na prvo mesto, potem mora predsednika izvoliti, ker če ga ne izvoli, pade na izpitu. Stranka, ki ne izvoli svojega predsednika, potem ni vredna, da je to predsednik voli, pomeni, da je predsednik napačno ocenil moč in politično zavest stranke, kar je potem tudi fajn, da predsednik s tem preveri, ali ima samo v ožjem vodstvu podporo, ali ima tudi v širšem volilnem telesu podporo. In zanj je to dobro. Skratka, če se pokaže, da nima podpore, potem reče, se pravi, jaz vodim nekaj, kar me ne podpira. In je to super sporočilo. In da se najde potem nekoga, ki pa ima podporo. In tako da se mi zdi, da v politiki je včasih treba iti na to, da se izčisti situacija in se preveri dejanska podpora in potem vsak potegne svoje konsekvence, zato da se politično telo in stranka lahko obnovi, prenovi ali pa, če hočete, tudi odmre, če se izkaže, da se je izgubila v vseh teh orientacijah, ker se mi zdi, da tle ni problem. Je mogoče biti predsednik stranke iz Bruslja? Pokazalo se je, da je. Sicer smo imeli različne variante, recimo bil je Jelko Kacin, predsednik stranke, to smo že vsi pozabili, LDS-a iz Bruslja. To je bila ponesrečna zgodba in je stranka v dobrem letu razpadla. Skratka, ni uspel, ampak se mi zdi, da ni uspel ne zaradi tega, ker je bil v Bruslju, ampak zaradi tega, ker je preveč nihal s tem usmeritvijo stranke takrat, ko je bil predsednik. Medtem ko Borutu Pahorju je pa uspelo, da je stranko iz Bruslja pripeljal celo do zmage na volitve leta 2008. Se pravi, on je 2004 šel kot predsednik državnega zbora, bil zadnji na listi, bil izvoljen s preferenčnimi glasovi in potem je stranka zmagala na volitvah 2008. Pri njem je bilo tako, da je to bila urejena stranka. Miran Potrč je zelo dobro vodil poslansko skupino, poslanci so bili dobri, skupina je bila močna, prepoznavna. Tudi stranka je imela trdnega sekretarja, se pravi, smo tudi tam imeli, skratka, ekipa je bila utrjena in se to enostavno ni poznalo pri tem, da ga ni bilo v domači politiki. No, zdaj je nekako situacija pri socialnih demokratih bistveno drugačna. Podajajo se na, tako rečemo, neke vrste krizne volitve za novega predsednika. 3 kandidati so, Tadej Beočanin, župan Ajdovščine, Jani Prednik, podpredsednik stranke in vodja poslancev, in pa Milan Brglez kot evropski poslanec in, lahko bi rekli, prebežnik iz prejšnje SMC, potem v socialnim demokratom. Kaj posameznik od njih prinaša na to mesto, oziroma kaj bi izvolitev posameznika od njih prinesla stranki? Najprej bi rekel to, da so vsi 3 tako dozoreli kandidati. Se pravi, vsak ima že toliko izkušenj, da se upravičeno poteguje za to mesto. S tem, da pa ima vsak eno izkušnjo, ki je malo drugačna. Brglez je bil predsednik državnega zbora, ima to izkušnjo, kaj pomeni delati za državo. Seveda v stranki nima toliko izkušenj, ampak ravno prav zdaj, recimo na poziciji evropskega poslanca, tudi videl, kaj pomeni ta evropska dimenzija. Tako da te, recimo, državniške, poslanske, pa sploh širše politične izkušnje ima ravno prav, da bi lahko prevzel stranko. Zdaj, podobno je Jani Prednik. Jani Prednik je tudi kar v stranki rasel. Zdaj je zraven pri ključnih odločitvah kot vodja poslanske skupine, sprav tam, kar se dobivajo predsedniki
koalicijskih strank, šefi poslanskih skupin in sekretarji. Tako da ima to veščino in to je gotovo njegova prednost. Beočanin je pa malo hendikepiran, ker je bil samo župan in vse, kar ima na tej nacionalni ravni izkušenj, je član predsedstva stranke, ne, tako da ga širša javnost kaj dosti ne pozna. Problem pri vseh treh, po mojem mnenju, je ta, da so se nekako opredelili, da ne bojo posegali v ministrsko strukturo. Ne. Beočanin bi ostal župan, Jani Prednik pravi, da bi ostal vodja poslanske skupine in Brglez pravi, da bi ostal evropski poslanec, pravi, da bi kandidiral. To se mi zdi, da vsi trije podcenjujejo potrebo po spremembi. Ne. Namreč jaz si ne predstavljam, da bi sprememba v vodstvu, brez da bi posegali v strukturo ministrov, bila pravo sporočilo javnosti, da se je v stranki kaj spremenilo in da so res dojeli, kaj je problem bilo z vodenjem. Namreč to, kar se je zgodilo predsednici Tanji Fajon, ne, ni problem komuniciranja, ne, ampak je problem spet načina vodenja stranke. Ta način vodenja stranke je bil dober za, kot bi rekli, mirnodobno situacijo. Ne. Ko pa je prišlo do krize, se je pa videlo, da je ta kriza bila nastavljena že pri sestavi vlade. Ko je Tanja Fajon pristala, da gre Dominika Švarc Pipan v vlado, ob tem, da je vedela z ljudmi, ki so imeli z njo izkušnje, kako zelo je to tvegana poteza, da je na to pristala že. Se pravi, je bil konflikt že ugrajen in to je del vodenja stranke. Se pravi, če ti pred 2 leti narediš potezo, za katero veš, da je tvegana, ali pa ne veš, ne? Če si dober vodja, potem veš, da je tvegana in potem je treba to potezo, ki je tvegana, posebej negovati, ne? Zato da ne eskalira. Oziroma moraš vedeti, s kakšnim tipom človeka imaš opravka. In potem ne moreš tega braniti tako vehementno, kot je to počela Tanja Fajon, in potem ne moreš čez noč vehementno, spet z isto energijo, kot si branil, čez noč pa reči, ok, mi s tem nimamo nič, zahtevamo njen odstop. S tem, da ne pokriješ te zahteve s predsednikom vlade. Sprav, tle se je pokazalo problem. Ne komentiram kaj naprej. Skratka, tle se je pokazal problem v vodenju stranke in tu je stranka padla v krizo vodenja. Torej, če pustiš tega človeka, ki je pripeljal stranko v to krizo na poziciji podpredsednice vlade in poziciji zunanje ministrice, potem nisi naredil nič. Potem je ta kongres samo menjava sekretarja, ki je to tudi odigral neko vlogo, ampak se je pokazalo niti ne v tem primeru. Sekretar je bil skupaj s predsednico problem pri ustanovitvi inštituta 1. maj. Takrat, ko so to ustanovili, se pravi, da 2 privatnika, predsednica in sekretar, ustanovita nek inštitut. V socialdemokratski stranki je to vsaj resmo problematično v diplomatskem jeziku. No, zanimivo, zdi se, da je imela ta stranka težave tudi s prišleki, oziroma še posebej ženskami, ne, ki so prišle, torej Dominika Švarc Pipan, Emilija Stojmenova Duh, Tanja Fajon, to so vse, nihče od njih ni rasel skupaj z socialdemokratsko stranko, ampak so vstopile, lahko rečemo, na velika vrata. Se bo zdaj to prečistilo ali recimo Milan Brglez, ki je prav tako prestopil, pomeni kontinuiteto te prakse? Ja, na nek način ne pristopil. Tudi Dejan Židan je prišel potem. On je prišel najprej v vlado, potem ni bil niti član stranke, ne, in je potem pred kongresom vstopil v stranko in postal podpredsednik, potem pa predsednik. Se pravi, po eni strani je to dobro, da ima stranka nek mehanizem, da ljudje, ki se izkažejo, pa stranka oceni, da se izkažejo na nekih izpostavljenih javnih funkcijah, da jih potem vključi v delo stranke, še zlasti, če imajo za to voljo. Je pa seveda lahko tudi riskantna poteza, kot se je pokazalo pri Dominiki Švarc Pipan, da ljudje enostavno
mislijo, da so tako dobri, ne, da ne potrebujejo korektiva nobenega drugega. Ker veste, kaj je stranka? Ne? Ljudje mislijo, stranka, to je tam en suslov, ko bi rekli recimo v terminu ruske komunistične partije, ne, ki ima v roki bič, ne, in vsazga, ki ne govori prav, ki ne dela prav, tepe po prstih. Ne. To je ta klasična predstava. In da stranka omejuje človeka, ne, ki je svobodnega duha, da bi upravljal strokovno svoj posel. Ni res, ne. Stranka je ena kolektivna izkušnja enih ljudi, ki vejo, zakaj v državi gre. In kaj je naloga stranke, da dela zase dobro, rekrutira ljudi, ideje in jih potem prenaša na državno raven že prečiščene. Se pravi, da ni treba državi, ne, parlamentu, vladi opravljati te bazičnega konsenza in premišljanja, ampak da to že pride pol pripravljeno na raven države, tako da pa državni organi lahko vsaj glede tega zadevo revidirajo. Jaz se spomnim, veste, to so take stvari, kot ko si v stranki počasko rasteš, ne, da se ti naučiš prideti na tiskovno konferenco, da te ni strah že na prvi tiskovni konferenci, ko prideš recimo kot minister ali pa ko nastopaš kot poslanec, se pravi v vlogi države, ne, da te ni strah, da imaš prevelike treme, da ko prideš recimo na evropsko raven, da nisi tam v zelen, da ne veš niti kaj je in da so tam neke zgodovinske osebnosti, ti pa tam v zbogi sam nastopaš. Vse to moraš imeti. Poleg tega imaš vrsto ljudi, s katerimi se pogovarjaš. Recimo, če konkuriraš za predsednika vlade, ne, ti se moraš pogovarjati z bivšimi predsedniki vlad v Sloveniji. Imeti stik prej tudi s kakšnim predsednikom vlade drugih držav, večjih, manjših in tako naprej. In vse to te oblikuje. Ne, to je stranka. Ti daš šanso, da ker hodiš na kongrese drugih strank po Evropi, ne, vse to te oblikuje in ti da moč, te naredi politika, te naredi državnika. Če pa prideš ti samo kot ime in priimek tja in misliš, da si pa tudi zato, ker si tako dober, v pravu, v ne vem čem, ker si dal 3-krat dobro izjavo, ker si napisal 5 dobrih kolumn, te rekrutirajo, pa si recimo dobro vodil šank in rataš minister potem za to in se ti zdi potem, da dejansko si sami sebe iz lastnih petnih žil, taki te nobeden nima kaj komandirati ali svetovati. Ne. In tlej imamo problem. Ne. In ljudje ne razumejo, kako pomembna je vloga stranke v tem delu. Ne. Zdaj se zdi, da je nekako to manjko, ne, ki se potem kaže pri nas v Sloveniji na državnem nivoju, recimo ta teden manifestiral v tem odloku o, lahko bi rekli, skoraj prepovedi veselic. Ne? Pravzaprav po 22 uri naj bi imeli uradnega merilca hrupa, po 24 oziroma po polnoči sploh prepoved javnih dogodkov, ne? Na istem kraju 7 dni, potem nobenega, največ 18 na leto. Kako pride iz nekega ministrstva nek takšen odlok? Zdaj, po protestu državljanov in gasilske zveze in tako naprej je bil sicer umaknjen, ampak vendarle, kako sploh pride v javnost takšen odlok? V javnost prvič ne zaradi tega, ker nimate izkušenega politika, ki bi razumel, da vlada dela za ljudi. Vlada ne dela za pravni ali pa popravniški, ali kako bi rekel, z neko pejorativno sistem, formalizacijski sistem. Ne? Ker mi vemo, da smo dosegli neke civilizacijske standarde, kar pomeni po 22 uri se gre spat in tako naprej. Ampak obstajajo seveda izjeme, ne? Izjeme, ki so narejene za ljudi, za nas, da se veselimo. Novoletne zabave grejo čez 22 uro, a zdaj bomo pa sprejeli poseben zakon, da hrup je po 22 uri prepovedan, razen ko gre za novoletne zabave ali pa ne vem kaj, bomo to v zakon dajali. Ene stvari so pač neformalne in so lepo tekle. Recimo, ena od teh zadev je super slovenska tradicija, ki je spet vaška, ne, da imamo spet problem, ne, in ti urbani, ki žurajo v hotelih, v disko klubih, ne, v zaprtih prostorih, oni so zaščiteni, ne, oni lahko to delajo celo noč in stene so, ne, tudi zvočno izolirane, se pravi, tam ni problem. Problem so
vaški veseljaki, ki to delajo na veselicah, na odprtem prostoru in burijo duha urbanih ljudi, ki se jim zdi, da pa to ne more biti. Če so prišli enkrat na dopusti. To je en del zgodbe, se pravi spet ta urbano, neurbano, ker ti ne vejo, kako vas na Slovenskem živi. In druga stvar je pa tehnicističen pristop. A veste, vi imate na posameznih ministrstvih in v vladi cel kup nekih ljudi, ki hodijo tja v službo in gledajo zakone. In tam vidi v enem zakonu o zvoku, o svetlobi, zaščita pred tem, unim tistem in reče, to je nedosledno speljano, dajmo mi to minister dosledno speljati. In minister, ki nima pojma, se mu zdi to fajn, da bo lahko, ker nima nobene druge vsebine, prenesel na vlado nek zakon, pa pol v parlament, ker vemo, da ta vlada iz sebe nima nekih blaznih idej, kaj dela z državo v korist ljudi, pa potem prenašajo take formalistične zadeve, ki jih imajo ti tehnicistični birokratki zmeraj na zalogi. To vem tudi iz lastne izkušnje, da so mi prenesli marsikaj, kot bi rekli, izrazito neživljenjskega, kako urediti kakšno zadevo v te ali oni šoli oziroma v šolskem sistemu. Pa na srečo sem toliko časa že živel v šolskem sistemu in sem imel stik z ljudmi in to preveril, da smo, kar se je dalo, teh nebulos, ki so prišli na mizo, ščistili. Če so začela s športom, še končajva, ta teden se je poslovil Peter Prevc, pogledal si še njegov zadnji skok kariere. Še enkrat je pogledal v dolino, najbrž osredotočen na nastop, sploh ni slišal presrečne množice. In se še zadnjič za točke spustil proti njej. Dober polet je to bil, ne sicer najdaljši, gotovo nihče ni opazil, da je izgubil eno mesto v primerjavi s prvo serijo. Doskočil je pri 226 metrih in pol ter končal kariero in pristal v varnem objemu svoje družine. Ja, v bistvu danes se zaključuje moja 22-letna kariera. Bilo je vse od kratkih skokov do tistih najdaljših na svetu. Pot je bila dolga, vesela, uspešna in zelo sem ponosen, da me v takem številu spremljate na zadnjem skoku. Hvala. Komentar ob zaključku kariere največjega slovenskega smučarskega skakalca. Če smo na koncu, seveda, če bi bil minister, bi se mu v imenu države zahvalil za njegov prispevek in vse to, kar je naredil za slovenski šport. Sicer pa mu želim, da bi v drugi karieri bil ravno tako uspešen, zadovoljen. Vidimo, da se je lepo družino oblikoval. To je neverjetno, on je zgled ne samo kot športnik, ampak tudi kot človek. On je kljub temu, da je bi rekli, živalsko treniral, kljub temu, da je bil neverjetno fokusiran, zato, da je lahko dosegel te rezultate ob tem, da je imel nihanja, da je imel pritisk v familiji. To so grozne stvari, to si mi težko predstavljamo, kaj to pomeni, ko pride mlajši brat, pa potem še drugi brat in ti odzad skačeta, prav skačeta in preskakujeta celo in potem spet se vrneš nazaj, mislim, res neverjetno, kaj nam je ta človek dal in si zasluženo dobro knjigo, tudi ker ta njegova izkušnja, se pravi, kot človeka z vsem tem, kar se je dogajalo okrog familije, je res vredna, da jo dobimo napisano in da jo beremo. Dr. Lukšič, hvala za komentarje današnjega tedna. Mi, spoštovani gledalci, pa si pogledamo, kaj je še odmevalo v tednu, ki se izteka. Po trku ladje se je porušil most v Baltimoru. V času zrušitve je bilo na mostu 8 ljudi, 2 so uspeli rešiti. Obnova bo dolgotrajna in draga, posledice za pristanišče pa težke, je povedal državni sekretar za promet Pete Buttigieg. Slovenijo so napadli ruski hekerji, ker se je pridružila iniciativi Češke pri zbiranju streliva za Ukrajino. Prva je padla stran predsednice republike, napovedali pa so tudi napade na druge javne ustanove. Slovenija je sicer zaradi sodelovanja s tajno službo izgnala ruskega diplomata.
Stavka zdravnikov traja že 100 dni, zdravniki pa opozarjajo, da je vladi povsem vseeno, tako zanje kot za bolnike. Vladni predstavniki se še vedno pogajajo praktično brez mandata, vlada pa medtem še slabša položaj zdravnikov s predlaganimi spremembami glede dopustov. Sta pa obe strani začeli mediacijo. Tako, spoštovani gledalci, pri koncu smo, marsikaj se je še zgodilo v tem tednu. Videli smo interpelacijo, slišali smo prisluhe posnetkov uslužbenki mestne občine Ljubljana in tako naprej. O marsičem v tej oddaji nismo uspeli spregovoriti, ker smo časovno omejeni, lahko pa si več o tem preberete na spletnem portalu domovina.je, kjer imate na voljo sveže novice in zanimive analize. Vabljeni, da se naročite tudi na tednik Domovina in pa seveda na naš YouTube kanal, da ne zamudite naših prihodnjih oddaj. Do takrat pa lep pozdrav in nasvidenje.